Lepo pozdravljeni, sem Nataša Gerič-Pal z podjetja Evitel. Nahajamo pa se v kompleksu Goričke Iže, ki smo ga začeli graditi oziroma obnavljati pred nekako 5 leti. In zelo sem vesela, da smo v Krajinskem parku Goričkega naredili eno zgodbo, kjer smo pokazali, kako so naši predniki bivali nekoč, kako bivamo danes in kako bi lahko bivali v prihodnosti. Vse to pa povezujemo s turizmom. V bistvu naša zgodba se je začela nekako 5 let nazaj, ko sem se slučajno peljala mimo hiš, ki so bile zapuščene, skoraj že podrte, in nekako se je porodila želja, da bi te hiše prenovili za namen turizma. In ker sem sama navdušenka nad naravnimi materiali in arhitekturo, smo se lotili tega tako, da smo ohranili kulturno dediščino, uporabljali naravne materiale ter tako nekako gradnjo in zgodbo naših prednikov povezali z hišami iz konoplje, ki so naša novogradnja, edina novogradnja v kompleksu. Poleg tega smo uporabljali dosti starih materialov. Vse, kar se je dalo uporabiti od pohištva, smo renovirali. Nekako s to hišo, ko jo podremo, bi lahko tudi pognojili njivo, rada rečem, ker ni v njej nobenih umetnih materialov. Je sicer po kvadraturi majhna, ampak je dobila nagrado za najboljši izkoristek z najmanjšo kvadraturo, arhitekturno. In tako smo predlani, ko smo dokončali prvo konopljino hiško, se odločili, da zaradi povpraševanja naredimo še eno, ki pa je malo izboljšana. Spremenili smo interjer, oblekli smo jo v les, prva je pa bila narejena iz trstike. Tako da bivanje v njej je edinstveno, prav tako kot je bivanje na primer v hiši, ki jo vidite za mano, ki je 110 let stara in so jo v bistvu naši predniki brez znanja, ki ga imamo danes, znali zelo dobro izkoristiti. Turistični kompleks smo zasnovali tako, da smo vključili tudi, da smo na eno hišo sprojektirali fotovoltaiko, tako da smo 40% samooskrbni. Za bodoče želimo mogoče optimizirati porabo v naših apartmajih. Najraje vidim, ko pridejo gostje in so navdušeni nad tem, prvič, kako lepa je narava, drugič, kako edinstvene so hiške in da poleg tega, da doživijo bivanje in da vidijo, kaj vse se na tem delu Goričkega da narediti, da tudi okusijo lokalno kulinariko, da grejo pojesti v kako lokalno gostilno, da poskusijo mogoče naše zajtrke, katere smo izbrali iz lokalnih ponudnikov, domačih ponudnikov, in da se čim več da se vrnejo sami k sebi. Moje mnenje je, da okolju prijazno lahko vsak živi, če se za to res potrudi. Ker sem nekako okoljevarstvenica in tudi po duši nekako gradbenica, mi je pri srcu to, da lahko z gradnjo, z načinom gradnje, ki smo ga prikazali v Goričkih Ižah, pokažemo ljudem, kako naj razmišljajo, da v naravno zgrajenih hišah bo njihovo življenje bolj kvalitetno, manj na primer elektromagnetnega sevanja bodo doživeli v teh hišah, bolj prijetno počutje bo in na koncu koncev nepotrebnih gradbenih odpadkov bo dosti manj.